Sveto mašo bomo darovali za žive in pokojne iz družine Ješovnik. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, razpoloženje adventnega časa je hrepenenje po odrešeniku. Iskreno prosimo Gospoda, naj nam v pripravi na Božič pokaže, kaj je tisto, kar moramo spremeniti v svojem življenju in kje najbolj potrebujemo spreobrnenje, da se bomo dobro pripravili na praznovanje rojstva Božjega Sina. Iskreno priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo, vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo Tvojemu Sinu naproti, naj nas zemeljske skrbi ne ovirajo. Tvoja modrost naj nas vodi
da bomo Kristusa sprijeli in živeli v njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Isti dan požene mladika iz Jesejeve korenike in njegove korenine obrodi poganjek. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo za strahom Gospodovim, da ne bo sodil po pogledu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi. Tepel bo dežela za šibo svojih ust, z dihom svojih ustic bo pokončeval krivičnega. Pravičnost bo pas okoli njegovih ledi, zvestoba bo pas okoli njegovih bokov. Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Teliček in levček se bosta skupaj redila, majhen deček jo bo poganjal. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo, kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in komaj odstavljeni bo iztegal svojo roko v modrastjo odprtino. Ne bodo delali škode, ničesar ne bodo uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja, kakor morsko globino pokrivajo vode. Tisti dan bo Jesejeva korenina stala kot znamenje za ljudstvo, njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno. Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, karkoli je bilo napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi uprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli v skladu z Jezusom Kristusom in da bi z enim srcem in kakor iz enih ust slavili Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obrezanih zaradi Božje resnice in je zato uresničil obljube dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja. Tako je tudi pisano: zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu. Poslušali smo Božjo besedo. Pripravite Gospodovo, pozdravljajte njegove steze in vse človeštvo bo videlo, kako nas Bog rešuje. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tiste dni je nastopil Janez Krstnik v judejski puščavi, oznanjal z besedami: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: glas vpijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in z vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reku Jordanu in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njemu, k njegovemu krstu, veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: gadja zalega, kdo vam bo pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: Abrahamu imamo za očeta. Kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene.
in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil Svetim Duhom in z ognjem. Vevnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z ognjem, ki ne ugasne. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, na drugo adventno nedeljo nas nagovarja Janez Krstnik. V judejski puščavi je oznanjal: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Zaupano mu je bilo poslanstvo, da pripravi pot Gospodu. Zato je izraelsko ljudstvo klical k pokori, k obžalovanju lastnih grehov in popravi vseh krivic. Janez Krstnik je bil v svoji besedi odločen, nepopustljiv, naznanjal je skorajšnjo sodbo, zato jim pravi: sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Vsak mora obroditi sad spreobrnenja, pokore, če hoče rešiti sebe. Klic Janeza Krstnika velja tudi nam, da odpremo svoja srca in sprejmemo Božjega Sina, ki prihaja med nas. Gospod prihaja k nam, a pot do nas mu moramo pripraviti sami. Kako mu bomo pripravili pot? Vest v naši notranjosti je dovolj jasen klic, kaj moramo storiti, katero pregreho in napako moramo odpraviti, katere dolžnosti izpolniti in s katerim dobrim delom skrajšati pot prihajajočemu Gospodu v naša srca. Za pripravo poti nam bo najprej potrebna velika mera ponižnosti. Dokler se ne dokopljemo do zadostne mere ponižnosti, je Bogu pot do nas zaprta. Advent je čas izpraševanja vesti, da pogledamo, na katerih temeljih gradimo svoje življenje. Namreč, kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, duhovno pa propade, sebe pa pogubi? In kako si bomo dobro izprašali vest? Bratje in sestre, ne moremo biti srečni in zadovoljni, če nimamo mirne vesti, če naša duša ni v prijateljstvu z Bogom, če svoji duši ne dajemo primerne duhovne hrane in ji ne posvečamo dovolj pozornosti. Advent je priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo naše duhovno življenje, naše življenje v odnosu do Boga, pa tudi v odnosu do ljudi.
je priložnost, da se spreobrnemo. Advent je tudi čas, ko si lahko začrtamo smer svojega življenja in sklenemo, kaj bomo v življenju spremenili, da postanemo boljši kot doslej. Advent je vabilo, da zgladimo prepire, da poskrbimo za lepe medčloveške odnose, da ustvarimo mir v medčloveških odnosih in v naših srcih. Advent je vabilo, da v svojem srcu gojimo pravičnost in resnicoljubnost, da smo ponižni in skromni, da krotimo sebe v nezadovoljstvu, nerganju in opravljanju. Advent je vabilo, da svojim sovražnikom odpuščamo, zanje molimo, se znamo opravičiti za svojo napačno ravnanje, za napake in krivice, ki smo jih povzročili drugim. Bratje in sestre, Advent je vabilo, da se trudimo za prijateljstvo in mirno sožitje med ljudmi. Da znamo poslušati in razumeti druge ljudi, da v svojih mislih in v srcu ne gojimo slabih misli, zamere, nevoščljivosti, ljubosumja. Drugim ne želimo hudega, da razmislimo o zahtevah, ki jih postavljamo drugim. Morda smo do drugih krivični in surovi. Advent je vabilo, da se trudimo za večjo mero dobrotljivosti, da bo naš odnos do drugih blag, prežet s hvaležnostjo. Advent je vabilo, da v svojem srcu gojimo hvaležnost do Boga in do ljudi. Bratje in sestre, Advent je čas, ko živimo v pričakovanju, se radujemo in veselimo, kajti Gospod je blizu. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih
in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Kristus prihaja na svet, da bi nam podaril Svetega Duha in nas z njim okrepil. Iskreno ga prosimo. Naj bodo duhovniki zgled ponižnega in iskrenega služenja vsem ljudem. Naj se vodilni v družbi zavedajo svoje odgovornosti pred teboj in ljudmi. Naj se kristjani varujemo obsojanja drugače mislečih. Naj bodo mladi, ki so v stiski, deležni razumevanja in pomoči. Naj naši pokojni starši prejmejo večno življenje v družbi vseh svetih. Jezus Kristus, ti vidiš v srce vsakega izmed nas. Podari nam sposobnost, da bomo vsem ljudem prinašali tvoje veselje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, zaradi teh skromnih darov in molitev nam odpusti grehe. Ne moremo se sklicevati na naše zasluge. Pomagaj nam zaradi svojega usmiljenja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, o našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek, da je izpolnil večni načrt odrešenja in nam odprl pot v večno življenje. Ko bo spet prišel v veličastju svoje slave,
bomo v vsej polnosti prijeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo. Zato z angeli, nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih Ješovnik, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo
z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
nadeža ni na tebi. Ti slava Jeruzalema, ti čas našega ljudstva, o Marija, Devica najmodrejša, prosi za nas. Molimo, dobri Oče, z duhovno hrano si nas okrepčal. Ponižno te prosimo, naj po tej skrivnosti zemeljske dobrine prav cenimo in z vsem srcem ljubimo nebeške po Kristusu našem Gospodu. Dragi bratje in sestre, danes zaključujemo devetdnevnico pred slovesnim praznikom Brezmadežne, ki ga obhajamo jutri. Svete maše bodo v naši baziliki kot ob nedeljah, torej po nedeljskem urniku. Danes na prvo nedeljo v mesecu so vaši darovi namenjeni za potrebe cerkve in samostana. V zadnjih dneh smo sklenili, da gremo drugo leto v mesecu februarju v prepotrebno obnovo naših orgel, ki so bile nazadnje obnovljene pred 33 leti. Vabimo vas k darežljivosti, več si lahko tudi preberete v naših oznanilih. V četrtek 11. decembra po večerni maši ste vabljeni na slavilni večer v našo dvorano. Prihodnjo nedeljo je srečanje za družinsko katehezo in popoldan ob 16:30 za sestre in brate Frančiškovega svetnega reda. Gospod z vami, Gospod vsemogočni in usmiljeni Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina. Naj nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati svojim blagoslovom. Življenju na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseljuje v upanju in vnema v ljubezni. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja.
To naj vam podeli vsemogočni